nič se ti ne da, brez razloga slabe volje, sam če piš doma. Kisla faca v ogledalu ni tvoj pravi jaz, zato prisluhni, kaj zdaj pravi tvoj notranji glas. Smej se, zaživi, poglej nas, mi znamo, ne žmigaj se z nami, saj skupaj mi znamo. Ti zmoreš, če hočeš in veš, da mi znamo, v svet nam leži pred nogami, mi znamo. Svetu se nasmej, mavrično obzorje tvoje, srečno je brez mej. Smej se, zaživi, poglej nas, mi znamo, ne zmigaj se z nami, saj skupaj mi znamo. Ti zmoreš, če hočeš in veš, da mi znamo, v svet nam leži pred nogami, mi znamo. Smej se, zaživi, poglej nas, mi znamo, ne zmigaj se z nami, saj skupaj mi znamo. Ti zmoreš, če hočeš in veš, da mi znamo, v svet nam leži pred nogami, mi znamo. Jed, pijača, spanje in ljubezen. Vse bodi umirjeno. No, to modro misel je nekoč zapisal veliki Hipokrat, med drugim tudi avtor tako značilne zdravniške, po njemu imenovane Hipokratove prisege. Ja, vse bodi umirjeno. Je pa zanimivo, kako pomembna je bila že zanj jed, hrana, ta osnovna človekova potreba. In zelo verjetno smemo sklepati, da je bila zanj pomembna tudi priprava hrane. Človek je bil pač moder. In lastnost modrih je modrost. Znanje, bi lahko rekli, kaj ne? Čeprav je danes na Slovenskem zelo popularno biti politik, ekonomist ali pravnik, glede na to, da se Slovenci radi tožarimo, še sem trdno prepričan, da je glavni poklic ali pa da sta glavna poklica kuhar in natakar. To ne govorim zaradi te oddaje, zaradi popularizacije teh dveh poklicov, ampak seveda me k temu navaja dejstvo, da je hrana kulturna dobrina, da je spoznavanje kulinaričnih in gastronomskih različnosti posameznih krajev, še bolje rečeno posameznih družin, krajev, pokrajin, držav, kontinentov, eno najbolj izzivalnih početij človeškega rodu v vseh obdobjih zgodovinskega razvoja. Pravilna priprava govejega karpača se začne že z izbiro mesa. To mora biti ravno prav odrezano od ravno pravnega dela. Potem je zelo pomembno, da ga, preden ga začnemo rezati, za nekaj ur postavimo v zamrzovalnik. Tako, dobro uležano in zmrznjeno meso potem previdno, počasi in pod pravilnim kotom narežemo na kot list debele rezine. Skoraj bi lahko videl skoznje. Na krožnik najprej nekaj kapljic olja. Potem na lističe narezano meso lepo zložimo. Nanj spet malo olja. Dodamo poper. Potresemo z grobo mleto soljo. Pa rukola. Potem pride zraven še na lističe narezan parmezan. In za piko na i še lepo okrasimo. Užitek, imenovan carpaccio, se lahko začne.
Gostinstvo je panoga, ki je zagotovo ena redkih, če ne edina, ki jo globalizacija ne bo dosegla. Namreč vsi gostje morajo priti k nam v Slovenijo, da tukaj spoznajo našo pokrajino, seveda pa tudi našo kulinariko in naša vina. Zagotovo je nujno potrebno zato imeti dobre gostinske delavce, to pomeni kuharje in natakarje, kateri bodo za te goste skrbeli. Namreč fraza, ki pa seveda ni fraza, da se gost v gostinskem lokalu počuti tako kot doma oziroma je njegov drugi dom, zagotovo velja. Pravilna strežba je z desne, v decentnem priklonu, nonšalantnem rahlem zavoju z roko in že je krožnik pred gostom. Tokrat vidno zadovoljni. Tak gost bo z veseljem pripovedoval, kako dobro je bil postrežen. Srednjeveški romarji so radi omenjali, da so med potjo skozi naše kraje naleteli na veliko gostoljubnost domačinov. Povsod so bili dobrodošli, pa naj je šlo za prehranjevanje, prenočevanje ali pa za oboje. Gostoljubnost je dobesedno ljubezen do gosta. In gostilne so bile že takrat kraj, kjer so ljudje to lahko občutili. Ko sem se odločila za poklic v turizmu, dejansko v bistvu nisem prav veliko razmišljala, kajti ko sem bila stara 14 let, sem vedela pač, da me v glavnem zanimajo potovanja in predvsem tisto, kar je drugo, kar je tuje. Vsak, ki pa je pač na tisti poti, ko se odloča za poklic, pa naj predvsem razmisli o tem, kaj ima rad, kaj ga veseli in kje bi rad raziskoval naprej. Priprava koktelov je posebne vrste umetnost, ki se je danes želijo naučiti mnogi.